Podjetja v Savinjski regiji so v letu 2019 poslovala uspešno. V Žalcu podelili priznanja in nagrade najboljšim inovatorjem lanskega leta. Izkopano in onesnaženo zemljo bo saniralo podjetje Stonex. Dušan Debenak bo začasno vršilec dolžnosti predsednika šentjurskega košarkarskega kluba. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki v Celjski in Savinjski regiji so minulo leto dobro poslovali, kažejo podatki iz oddanih letnih poročil. Kot ugotavljajo v Ajpesu, so se prihodki dvignili za 5 do 8 odstotkov, nekoliko so se sicer povišali tudi odhodki in bruto plače, a vendar je v povprečju višji tudi neto čisti dobiček. Letos so imela podjetja in samostojni podjetniki daljši čas za oddajo letnega poročila, saj je vlada zaradi epidemije rok zamaknila na konec maja. V Ajpesu so zdaj že uspeli zbrati vse podatke in jih statistično obdelali. V 31 občinah, ki jih uvrščajo v sklop Savinjske regije, je tako delovalo in letno poročilo oddalo skoraj 6800 gospodarskih družb, nekaj manj kot 7000 podjetnikov in 47 zadrug. V bistvu se po moči Savinjska regija uvršča nekje na 3. ali 2. mesto med regijami v Sloveniji. Prva je seveda osrednjeslovenska regija, druga Podravska in sledi Savinjska. Po številu družb zaposlenih je torej na 3. mestu. Po prihodkih, odhodkih in obsegu sredstev je pa celo na 2. mestu, pač za malenkost prehiti Podravsko regijo. Nekje v grobem predstavlja Savinjska regija 10-odstotni delež v Sloveniji. Število družb je torej dobra desetina. Družbe zaposlujejo 12% zaposlenih v Sloveniji in ustvarijo 9,4% vseh prihodkov. In prav takšen delež tudi prihodkov na tujem trgu. V maso neto čistega dobička cele Slovenije pa prispevajo 5,6%. Družbe so poslovale dobro, ugotavljajo na Ajpesu, a dodajajo, da je bila rast bolj umirjena. Družbe so ustvarile 9,8 milijarde evrov prihodkov, kar je 6% več kot leto prej. Od tega je bilo na tujem trgu ustvarjenih 4 milijarde evrov, tu so dosegle 7% rast, odhodkov je bilo 9,5 milijarde in na koncu neto čisti dobiček je znašal 257 milijonov evrov. Tudi pri podjetnikih beležimo povečano nadaljevanje aktivnosti, pozitivne aktivnosti, gospodarsko rast. Torej, lani so ustvarili 797 milijonov evrov, kar je 8% več kot leto prej. Na tujem trgu so dosegli še boljšo rast, to je 13% rast in ustvarili 119 milijonov evrov. Odhodki so znašali 746 milijonov in na koncu neto podjetnikov dohodek 51 milijonov evrov, ki se je povečal za 7% v primerjavi z letom prej. Najuspešnejše panoge so predelovalne dejavnosti, trgovina in gradbeništvo, ki se spet dviguje. Najmočnejše družbe v regiji sicer prihajajo iz Celja, Velenja in Žalca, po uspešnosti podjetnikov izstopa tudi Šentjur. Ugotavljajo še, da so bile plače višje v gospodarskih družbah. V primerjavi z družbami, zaposleni pri podjetnikih dobivajo bistveno nižjo plačo, okrog 30% nižjo plačo ali pa 461 evrov manj. V primerjavi s Slovenijo pa zaposleni pri podjetnikih v Savinjski regiji v primerjavi z zaposlenimi pri povprečju vseh podjetnikih v Sloveniji pa je nekje isto, se gibljajo enako. Podobno stanje kot v Savinjski regiji je tudi v Celjski regiji, v katero uvrščajo 21 občin. Celjska regija v Sloveniji že kar nekaj let zapored dosega približno 8% ekonomsko moč. V preteklem letu je poslovalo dobrih 8% gospodarskih družb, zaposlovali so 9% zaposlenih, ustvarili so okrog 7 evrov
7% vseh prihodkov, dobrih 6% prihodkov na tujem trgu, 6% čistega dobička, pravzaprav neto čistega dobička. Ustvarile so pa tudi delež 6% čistega dobička, pa 5% čiste izgube in pa slabih 8% neto dodane vrednosti. Razvojna agencija Savinja je v sodelovanju z občino Žalec pripravila podelitev priznanj in nagrad Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2019. Slovesne podelitve pri fontani Piv zeleno zlato v Žalcu se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Razvojna agencija Savinja je v sodelovanju s 6 spodnjesavinjskimi občinami ter območnim partnerstvom za razvoj najboljše inovatorje izbrala že 8. leto zapored. Na letošnji razpis je 17 inovatorjev prijavilo 10 inovacij. Smo pa z izborom inovacij zelo zadovoljni. Namreč z vseh različnih teh področji, ki smo jih dobili, to kaže na to, da ljudje veliko razmišljajo o življenju, veliko razmišljajo o načinu, kako delati, kako se izboljšati na vseh področjih, ne samo v tovarnah, ne samo v podjetjih, ampak tudi na področju družbenega življenja. Olajšati sebi delo in tudi drugim, da bomo kvalitetne in dobro živeli. Torej tudi to je za nas pozitivna izkušnja, tudi informacija za naprej, da dobro upravljamo to delo na območju spodnjesavinjskih 6 občin. Strokovna komisija je med 10 inovacijami izbrala 3, ki so prejele priznanja in denarne nagrade v višini okrog 2500 evrov. Se vsem zahvaljujem, da ste nam to omogočili in tudi moji konkurenci vsem. Še želim veliko uspehov. Iz lastnih izkušenj se je bila velika potreba po sproščenem dopustu in je prišli iz športa ven. Ta stara sidra vedno niso prejela, ko bi potreboval jo najbolj. Po večjih poizkusih se ni prejelo in si mogel ročno to narediti, ta pa dela in moč ima takrat, ko jo najbolj potrebuješ. To priznanje v bistvu pomeni prepoznan trud tudi v lokalnem okolju. V bistvu smo prej bili prepoznani na mednarodnem oziroma na državnem, ker seveda tudi na lokalnem se niti nismo toliko pojavljali. Pomeni to pač, da je inovacija prepoznana kot pomembna tudi za širše okolje. Gre pa za nadzorni sistem za pilote, ki v bistvu prispeva k njihovemu psihofizičnemu zdravju, k boljšemu počutju in s tem tudi zmanjšuje možnost oziroma nevarnost letenja, nesreč med letenjem in posledice za širšo družbo tudi, konec koncev. Nisem niti pričakoval tega, v bistvu, če me ne bi prijateljica povabila, pa pač predlagala, sploh nisem razmišljal o tem. Pogrebno opremo se ukvarjamo že dolgo časa in pol vidim, sem opazil, da je ogromno te materialov, ki ostane v zemlji in pač sem začel študirati bolj spoštljivo ekologijo. Poleg županov spodnjesavinjskih občin sta se podelitve udeležila tudi poslanec v državnem zboru Aleksander Reberšek ter minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Nujno potrebna stvar, če želimo pač se razvijati, če želi družba napredovati. In ta prisotnost, moja prisotnost danes tukaj je zlasti namenjena temu, da dam pomen res inovatorjem, da nadaljujejo s svojimi inovacijami, da spodbudimo tudi druge ljudi, da vlagajo svoj čas, trud in tako naprej v inovacije. Kot država, vlada Republike Slovenije se pa tega zelo zaveda. Zaradi tega je tudi to dogodek danes na ministerski ravni. Jaz sem vesel, da imamo take ljudi med nami, kajti te ljudje so zelo uspešni, tišijo gospodarstvo naprej, od katere imamo vsi koristi, to se pravi skrbijo za našo lepšo prihodnost. Tisto, kar je pa treba posebej poudariti, pa je to, da so inovatorji zelo uspešni, ne samo v evropskem merilu, ampak tudi svetovnem, so med najuspešnejšimi in če gre inovatorjem dobro, gre tudi gospodarstvo dobro in če gre gospodarstvo dobro, gre tudi vsem ljudem dobro. V projektu Inovator leta v spodnjesavinjski regiji je v 8 letih 86 inovacijami sodelovalo že 125 inovatorjev. Izkopano zemljo z nevarnimi snovmi, ki so jo izkopali ob rekonstrukciji oziroma nadgradnji železniške proge Zidani most Celje, bo predelalo podjetje Stonex.
V Stonexu se trenutno ukvarjajo s pridobivanjem vseh potrebnih soglasij, z deli pa bodo predvidoma končali avgusta prihodnje leto. Gre za dobrih 28.000 kubičnih metrov izkopanega materijala, ki so ga odložili ob tovornem delu železniške postaje Celje na območju stare cinkarne. Šentjursko podjetje Stonex je že pred leti saniralo to območje. V letih 2014 in 2015 so predelali skoraj 15.000 kubičnih metrov zemljine, ki je bila močno onesnažena s težkimi kovinami. Naložba v predelavo zemljine, ki je nastala ob nadgradnji železniške proge, je ocenjena na okrog 3 milijone evrov. Na rednem letnem občnem zboru Košarkarskega kluba Šentjur je odstopil dosedanji predsednik Dušan Debenak. V nadaljevanju so ga člani kluba imenovali za vršilca dolžnosti predsednika, dokler klub za to mesto ne bo našel njegovega naslednika. Debenak bo funkcijo vršilca dolžnosti opravljal največ leto dni. Ta zgodba ni nastala v tem tednu, nastala je dalj časa. Na nek način jaz osebno obračam nov list in ostajam navdušen za košarko, vendar ne v tej funkciji. To sem se pogovarjal tudi z člani upravnega odbora. Na nek način smo se dogovorili že pred to skupščino, da bi bilo korektno z moje strani, da če dam odstop, da pač opravljam funkcijo vršilca dolžnosti do trenutka, da najdemo novega sponzorja oziroma novega predsednika. V vodstvu šentjurskega prvoligaša bodo novega predsednika skušali najti prej kot v letu dni. No, vsekakor je volilni občni zbor naslednjo leto, jaz si pa želim, da bi to našel čim prej. Dušan Debenak je v različnih funkcijah v šentjurskem klubu aktiven že več kot 25 let. Eno lepo obdobje, ker sem spoznal dosti prijateljev, dosti znancev, košarkaških navdušencev širom Slovenije. Je pa tako, da skozi čas zorijo določeni pogledi in dejansko sem videl, da preboja v košarki v tem trenutku znanjem, ki ga imam, pač se ne da narediti. Oziroma smo klubi nekje, okopavamo vsak svoj vrtiček, Združenje prvoligašev je nekako brezzobi zmaj, košarko vodi Košarkaška zveza z svojim izvršnim odborom in strokovnim svetom in dejansko tukaj se praktično ne da skoraj nič narediti. Najbolj pa boli to, da imamo ligo, ki je sicer prepoznavna, vendar obstajajo tekme, ki so brez pomena in odločitev mi je pravzaprav padla, da tako ne gre več naprej, ko smo se lansko leto peljali v tekmo v Koper, ker tekma ni pravzaprav pomenila nobeni ekipi ničesar, ker smo že pred to tekmo vedeli, da Šentjur bo igral v spodnjem delu, Koper v zgornjem delu. In dogodek sam kot tak, če pogledamo proračune klubov in jih delimo na število tekm, je bil ekonomsko težek med 20 in 30 tisoč evrov, ki se je pa igral kot trivialna tekma. Šentjurski klub v prvi slovenski ligi igra neprekinjeno že 20 let. Leta 2015 je bil slovenski prvak in zmagovalec slovenskega superpokala. Kakšna pa je njegova prihodnost? V šentjurskem klubu nas je nekaj, ki nismo samo sodelavci, ampak smo prijatelji. In zelo težko je prijatelja zapustiti kot tako. Tako da ta ekipa bo ostala še naprej, dokler bomo še imeli to voljo. Imamo nekaj izzivov letošnje, vsekakor, da obeležimo delovanje 20 let neprekinjene prve lige, da se še malo spomnimo tistega dogodka, ko smo postali državni prvaki, imamo 50 let košarke, takih sredin slovenski košarki ni veliko. Skratka, ste optimist, da se bo v Šentjurju še naprej igrala dobra prvoligaška košarka? Želim si in verjamem, da se bo. V Šentjurju se bodo v naslednjih dneh in tednih ukvarjali predvsem s sestavo trenerskega in igralskega kadra za prihodnjo sezono. Počakali smo na občni zbor, da smo položili račune glede prejšnje sezone, da smo naredili plane za naslednjo sezono. To smo se tudi pogovarjali z igralci, da po občnem zboru bomo intenzivno začeli z delom. Tako da v tem trenutku že potekajo prvi pogovori. V kateri smeri boste šli, kakšna bo strategija, kar se tiče nove sezone? Strategija bo sledeča. Najprej moramo poiskati trenerja, tu je odprtih mnogo opcij, seveda bomo začeli v najožjem krogu iskati, potem bomo ta krog širili in jaz mislim, da bomo našli kar hiter rešitev.
kar se tiče igralcev, zopet poskušali bomo s čim več domačimi igralci z 2-3 zvenečimi okrepitvama, samo v manjšem finančnem obsegu kot v preteklosti. Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, manj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. V petek nas bo prešla hladna fronta s padavinami, sprva bodo tudi nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Ohladilo se bo. S takšno vremensko napovedjo pa zaključujemo današnje dogodke dneva. Prijeten torkov večer in bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.